Na Evropskem prvenstvu v košarki gre danes zares, popravnih izpitov ni več. Ob koncu dneva bosta dve ekipi v polfinalu, poraženca pa bosta igrala tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Za prvo mesto v polfinalu se bosta popoldne pomerili ekipi Srbije in Španije. Pomemben dan je tudi za slovenske košarkarje, ki jih zvečer čaka tekma s Francozi. Kajti, kakor vidite, na terenu smo res kot ena družina, vsi se borimo en za drugega. Če en kakšnega prebije, nimam tiste bojazni, da ne bo moj soigralec mi pomagal, ampak vem, da bo tam. Tako da mislim, da to krasi, da nas to krasi, to sezono, to Evropsko prvenstvo in upam, da nas bo tudi na tej tekmi. Je četrtfinale, tako da ne bo nobenega problema z motivacijo, ne z energijo. Je pa to Evropsko prvenstvo polno presenečenj, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vlada nadaljuje pogovore o ukrepih za pripravo proračuna za leto 2014. Velik del denarja namerava pridobiti z zajezitvijo sive ekonomije in davkom na nepremičnine. Posegi v socialne transferje pa za zdaj niso načrtovani. V Desusu nasprotujejo rezu v regres upokojencev, zato naj bi bil v igri tudi krizni davek, ki je za koalicijski SD in Desus pravičnejši ukrep. Po zatrjevanju premierke Alenke Bratušek razhajanja niso več tako velika. Zato je pričakovati, da bodo danes stališča še zbližali, ni pa nujno, da tudi sprejeli dokončne odločitve. Zaradi namere vlade, da bi z varčevalnimi ukrepi posegle tudi v pravice upokojencev, so v Sindikatu upokojencev Slovenije za prihodnjo sredo napovedali miren protestni shod. Sindikat je k protestu povabil tudi Zvezo društev upokojencev ter vse upokojence sploh. Minister za finance je dobil še en poziv k odstopu. Včeraj je stranka SDS napovedala, da bo zahtevala razpravo o njegovem delu in odgovornosti zaradi razrešitve neizvršnega direktorja slabe banke Andreja Širclja. Danes pa so se pred ministrstvom zbrali protestniki, predstavniki Solidarnosti, vstajniške stranke v nastajanju ter odbora za pravično in solidarno družbo, ki prav tako zahtevajo Čuferjev odhod. Pred petkovo izredno sejo državnega zbora, na kateri bo vzroke za nadzorovano likvidacijo Probanke in Faktor banke pojasnil guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec, se bo s tem seznanil odbor za finance in monetarno politiko. Sejo je zahtevala poslanska skupina SDS, ki reševanje zasebnih bank z davkoplačevalskim denarjem označuje za problematično. V stranki želijo, da državni zbor dobi poročilo o razlogih za nadzorovano likvidacijo obeh bank ter poimenski seznam vseh oseb z depoziti v višini nad 100 000 evrov. Vlada je v torek že sporočila, da s takšnim seznamom ne razpolaga, saj zato nima pravnih podlag. V obratu Leka na Prevaljah je včeraj zvečer eksplodiral kalijev karbonat v silosu za pripravo tablet. Ob tem je prišlo do sproščanja večjih količin ogljikovega monoksida in požara. Takoj po eksploziji so Lekovi gasilci evakuirali zaposlene, nihče od njih ni bil poškodovan. Po trenutnih podatkih pri nezgodi ni prišlo do okolju škodljivih izpustov v ozračje, vzrok dogodka pa še raziskujejo. Proizvodnja v podjetju je začasno ustavljena. Še vremenska napoved. V četrtek zgodaj zjutraj in še del dopoldneva bo prehodno deževalo, lahko tudi zagrmi. Padavin ne bo veliko, na severozahodu in deloma na Primorskem bo v glavnem suho. Že dopoldne se bo od severa jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V petek in soboto bo po večini jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Danes v dnevniku televizije Maribor. Pred Mariborskim Rdečim križem so vsako sredo daljše vrste. Na Mariborskem trgu Svobode smo spoznavali pse, ki invalidom lajšajo življenje. Mariborskim študentom smo se priključili pri čiščenju križevega pota na Pekrsko gorco. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.